Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kristalčkih in o tem, kako večamo našo osebno moč. No, dejstvo je, prva stvar, kar je pomembno, je to, kar se nam vrti po glavi, ker nič nam ne pomagajo kristali. No ja, v osnovi, če se nam po glavi vrti kup negativnih stvari, dejstvo je, da kristali vsrkavajo informacije. To pomeni, da jih je treba čim večkrat čistiti, zaradi tega, da te informacije pač prečistimo. V glavnem, v tem mesecu, pri vseh naročilih, ki jih bom prejela, zraven dobite, takole noter v vrečkici, en kamenček, tako po mojem izboru, takole, to bo vaše darilce v tem mesecu. V zahvalo, ker podpirate. Tako da v glavnem za vsa naročila na spletni strani srečnoživljenje.com ali srečnoživljenje.si v glavnem dobite zraven kristalček v vrečkici za zahvalo. Pa zato, da vam pomagam pri tem, da se vam začne večati pozitivna energija v vašem življenju. Zdaj pa ena stvar, ki je najbolj pomembna, ta pozitivna energija v našem življenju. Dejstvo je, da zdaj le meče na vseh koncih ven in vsi občutimo te zadeve, to čiščenje. Zemlja se čisti, kot lahko gledate po novice, recimo jaz sam na YouTube vsake toliko časa pokukam, poplave, vulkani in tako naprej, zemlja se čisti in dejstvo je, da tudi naše telo hoče prepričati, da nekaj naredimo v tej smeri, da se prečistimo. Naše fizično telo je samo pokazatelj, da imamo nekje na čustvenem področju pač zastoj energije in zaradi tega imamo določene težave. Tako da danes me je klicala ena gospa, ki ima velike težave s prebavo, dejansko ene stvari ne more spustiti, ampak v osnovi se ji še sanja ne kaj ima za spustiti. Bo že prišla do tam. No, v glavnem, za vse tiste, zdaj zakaj pravim, bo že prišla do tam, ker je rekla, da je bila že pri 1000 gurujih in je pri vseh zmetala kupe denarja in da nikamor več ne gre. Ja, prav, a ne? Saj so njene težave, saj niso moje. V glavnem, dejstvo je, da vam želim pokazati tele kamenčke. Lahko jih naročite kot komplet kristalov za vodo, dobite vseh 7 po čakrah. Lahko, no ja, in poleg vam bom pa dala še pač enega kot darilo. Zdaj pa kaj dobite? Lahko dobite ametist. Ametist je kamen za večanje kronske čakre, za večanje vaše osebne moči. Ametist je, lejte, jaz vam 2 kamna, tale je za osebno zaščito, pa se je očitno hotel pokazati, ta je pa roževac. Ta je črni, pa niti ne vem kater, ampak v glavnem me je poklical in sem si ga naročila. Zdaj čistko. Kje jaz kamne naročam? Če boste iskali razne obeske, jih pri meni na spletni strani pač ne morete več dobiti, ampak jih lahko naročite na spletni strani Lapis Lazuri, tudi tam jaz naročam pač kamne. Tukaj pri meni jih pa dobite kot komplet kristalov. Dobite tudi šungit, ki je za vodni kamen, oziroma vodni kamen za klor odstranjevati. Tako da v glavnem vse to vidite na spletni strani, bom od spodaj dala povezavo. No, zdaj, če se vrnem, zdaj v bistvu zdaj čutim takole eno prepreko tle noter v grlu in je tukajle sadelit. Ta je na jasno izražanje, tudi Lapis Lazuri je tak kamen, ki vpliva na jasno izražanje. V glavnem, moder kamen je povezan z grleno čakro in z izražanjem. No, pa imamo pa tukaj je pa roževac. Roževac je pa za osebno zaščito. Tudi ko sem dala skozi tečaje energijskega zdravljenja, je bilo rečeno, da recimo takrat, ko greš v neko negativno okolje, lahko daš roževac v žep in ga imaš v bistvu ves čas pri sebi dejansko za osebno zaščito, za osebno polje. No, zato ga imam jaz dejansko ves čas tukaj okrog vratu za osebno zaščito. No, naslednja stvar imamo pa tukaj avanturin. Avanturin je zelen kamenček, veča srčno čakro, vpliva na majčkeno bolj pogumno avanturo v življenju. Pa tukaj ne govorimo, da bi skakljali sem pa tja, ampak da si majčkeno več upamo in da se bolj aktivira srčna čakra. No, potem imamo pa naprej tigrovo oko. Tigrovo oko je pa povezano s solarnim pleksusom, krasen kamenček je. In
Zanimivo, solarni pleksus pa poveča vašo samozavest. Kako vi stojite? Samozavest, izražanje vas, kako se postavite za sebe in tudi kako se počutite v svoji koži. Ker je v bistvu tigrovo oko vam daje na način energijo tigra. No in potem imamo pa tukaj le še karneon. Karneon je tisti kamen, ki vpliva na spolno energijo, spolno izražanje. Recimo, če tukaj gledam, to imate v knjigi, Ko imajo duše žur na strani 144, spodbuja samozavest, povečuje spolno moč in samozaupanje. Se pravi, je povezan s tem, koliko sebi zaupamo oziroma kako se upamo izražati tudi v intimnosti. No in potem je pa tukaj le še jaspis. Jaspis je pa zemeljska energija, ta je pa povezan z korensko čakro, se pravi, kako stojimo v tem svetu. In če ste zdaj v nekih premikih, dajte si mogoče prav jaspis dati v žep, ga imate pri sebi v glavnem in predvsem pijete kristalno vodo. Ko pa pijete kristalno vodo, se pa kaj zgodi? Te kamenčke, ko jih dobite, takole, jih sperete in potem jih date v kozarec vode in dejansko to vodo dobesedno kristali prečistijo in informirajo na najvišjo možno moč, ki jo vi potrebujete. Tako da zdaj, če gledamo tisti, ki rabite večjo usklajenost po čakrah, je točno tole. No, včeraj sem že govorila, da imamo dve mucki in naši dve mucki dejansko pijeta točno to vodo, kristalno vodo in ena, Lili, dejansko ona noče piti sploh nobene druge vode, tako da če ni kristalne vode, ona ne pije. In veste, koliko smo bili že pri veterinarju, ker dejansko je imela vnetje ledvic, ker ona ne pije. In zdaj, ko imamo kristalno vodo, naša Lili spet pije vodo. Tako da v glavnem, kristali so tisti, ki pomagajo povečevati našo energijo in so živi, to je dejstvo, vsrkavajo energijo, jo prečistijo. Zdaj pa mogoče pomislite, kako jih čistimo, te kristale. Dovolj je pod tekočo vodo, tudi ko jih vi dobite, jih date pod tekočo vodo in pomembna je vaša misel. Če jih vi, naša misel informira in sploh misel, če si ponavljate, vsaka moja celica vibrira v ritmu božanske energije. To date energijo vašim celicam. Če vi informirate oziroma ko primete kamne, se dejansko povežejo z vašo energijo. In tudi na začetku, ko jih prvič vzamete v roko, lahko date informacijo. Vse predhodno informiranje naj se ščisti. Jaz tega ne rabim in vi jih informirajte s svojo energijo na tisto, kar vi želite, da se vam dogaja v vašem življenju. In potem pijte to vodo, to informirano vodo. No, zdaj pa, ker smo v takem obdobju, decembra se čistijo energije, dejstvo je, da tudi naši predniki so imeli določene obrede ob božiču, novem letu, pa potem sveti trije kralji, se pravi trije sveti večeri so šli po hiši, blagoslovili hišo. Dejstvo je, da so poznali moč molitve. Molitev je spet tista, ki spodbuja, ki dviga vibracijo. No in zdaj mogoče samo to, da vzamem tole, kar vam imam za pokazati. Za vse tiste, ki iščete neka kadila, jih lahko dobite tudi pri meni na spletni strani, se pravi srečnoživljenje.si. Tukaj so kadila, to je zvitek žajblja, potem so žajbljevi listki, tako da v glavnem tukaj čez žajbljeve listke samo zakurte kakšen listek. Ta palca pa traja kar nekaj časa, tale zvitek žajblja. Tako da jaz po pravici povedam skoraj raje tega uporabljam. No in potem imam pa tukaj še sveti les. Sveti les pa vemo, da ima tako blagodejno vonjavo, da se živeti v tem prostoru. Se pravi, da ni preveč, medtem ko žajbelj tako močno prečisti vse energije, kar jih je okrog nas. Tako da v glavnem, takrat, ko je treba pospešeno čistiti prostor. Zdaj pa še ena stvar. Sol sama po sebi tudi čisti prostor. In če imate v določenem prostoru ali pa v stanovanju velike težave, ne vem, tako da imate občutek, da je kar temna energija, da kar pritiska dol, veste, kaj naredite. Vzamete eno kozico, ki ni najnovejša, ki je mogoče taka, da jo ni preveč škoda, in date noter kilo
polnozrnate, zrnate, se pravi, ne mlete soli, no, glejte, ne mleto sol in date na majhen ogenj in pustite, da gori, da to nase vleče približno 3 ure. Po 3 urah vzamete lonec in greste po vseh prostorih in date informacijo, ker tudi sol je kristal, naj se vse energije sčistijo in potem to sol stresete v WC školjko. V glavnem mora iti v vodo, mora iti stran od vas in boste videli, tako kar nekaj postane bolj lahkotno okrog. In to je eterično polje. Ker eterično polje okrog nas zaznavamo ga, ampak smo zaenkrat še preveč obremenjeni s temi programi, da dejansko ne moramo direktno brati informacije od tukaj, ampak občutimo jih pa. In tisto, kar, veste, ko rečeš, joj, veš, kar tako, kar naenkrat mi vsa energija šla. To je vpliv eteričnega polja. Tako delujejo te zadeve. In dejstvo je, na eterično polje okrog sebe mi predvsem vplivamo s svojimi mislimi. Vsakič, ko mi izrečemo afirmacijo in rečem, zaupam božanskemu načrtu, moč je v meni. Vsaka moja celica vibrira v božanski ljubezni. Vsaka moja celica vibrira v božanski moči. Meni je moč, zaupam procesom, verjamem, da se vse ureja najvišje dobro vseh. Dajte, karkoli boste naredili v tej smeri, lahko tudi vzamete knjigico Kart prehod v novo dobo in berete to knjigico kot afirmacije. Zdaj jaz sicer moram pogledati, ki jo imam. Tukaj le spodaj. In jo lahko berete kot afirmacije, ker dejstvo je, vse to, kar mi razmišljamo, beremo, se se prevaja v našo podzavest in dobesedno, ali pa vlaga, dobesedno se zapisuje, lahko tudi zapečati, dejansko notri vstaja. In vsakič, ko mi ponavljamo, zaupamo svoje božanske moči, zaupamo svoje božanske moči, zaupamo svoje božanske moči. In zdaj naključno bom odprla tole knjigico. Na zemljo sem poslana, da ljudem svetim. Stvarstvo me potrebuje prav ta trenutek. Povezujem se z izvorom svetlobe. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. Če grem naprej, posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Lahko vzamete knjigo, ko imajo duše žur in odzadaj pri angelih so afirmacije, so molitve nad angelom. Recimo zdaj se je Rafael pokazal in zdaj, če pogledamo pri Rafaelu. Pri Rafaelu, nad angela Rafael, prosim, pomagaj mi ozdraviti občutke pomankanja. Zavedam se, da je v stvarstvu vsega v izobilju. Pomagaj mi, da se vse moja bit napolni z vibracijo obilja. In potem, če si ponavljate, vse moje celice se polnijo z vibracijo obilja. Vsaka moja celica vibrira v vibraciji obilja. Jaz sem obilje, vdihavam obilje. In boste videli, dejstvo je, da imamo v sebi tako moč. Naša misel je tista, ki kreira. Zadnjič me je poklicala ena gospa in je rekla, da njeni otroci so jo zavrgali, da ona ni nikomur nič vredna in tako naprej. In seveda je pričakovala, da bom vzela čarobno palčko, bom rekla, tvojih težav ni več. Ja, ampak dejstvo je, da določene občutke potrebujemo zaradi tega, da pozdravimo rane. In če imam vedno znova občutek, da sem žrtev, pomeni, da kar kriči, da je čas, da je počisti že to žrtev. No in zadnjič me je ena druga gospa vprašala, je rekla, da ne mogoče posnamem en video v tej smeri, kaj se zgodi na celičnem nivoju, če je nekdo nastal, recimo, da je plod posilstva. No, to bo drug video, o tem bom drugič govorila, ampak dejstvo je, sigurno ima v svoji podzavesti program, da kar kliče po zlorabi. Občutek, da ni zaželen, občutek, da ni vreden ljubezni.
Veste, te stvari so tako globoke in pogosto ljudje, ko se jim dogajajo take težke zadeve, posegajo po antidepresivih, ker je bolj enostavno zbežati, kot pa se ukvarjati s sržem težav. Tako da vem, da ni enostavno, ampak druga stvar pa je, vem pa, da je možno. Tako da, dajte vzljubiti svoje telo, začnite bolj prijazno govoriti s svojim telesom, ker tudi mi imamo kristalno strukturo v svojim, sploh v možganjih, in ko si mi začnemo ponavljati prav to, zavedam se, da vsaka moja celica vibrira v ritmu ljubezni. Zavedam se, da imam božansko moč. Zavedam se, da imam božansko moč. Glejte, ko boste to ponavljali, pa ponavljali, dejstvo je, da božanska moč je ljubezen in je sočutje. Božanska moč ni moč rušenja. Ne more biti. Dajmo spet tukaj Ošotove karte, da vidimo. Ustvarjalec. Vi ste ustvarjalec. Vi ste ustvarjalka. Točno to, kar vam govorim. Ko mislimo, ustvarjamo. Pogledaš v denarnico, brez denarja. Ne, kreirajmo obilje. Jaz sem obilje. Ko, ne vem, vsak dan znova se vrstijo neke težave doma. Ne, jaz, ne glede na okoliščine, vibriram v ritmu ljubezni. Moje celice vibrirajo v ritmu ljubezni. In ne dovolite, da karkoli, kar ni ljubezen, vstopa v vaše telo, vaši odnosi, glejte, ki vas šolajo, to pomeni, da če nekdo vam non-stop skače v glavo, pomeni, da boste enostavno rekli dovolj. Zdaj pa dovolj. Ko boste vi ljudi ustavili, to je tako, kot mečkani otroci. Veste, ko se meče in meče in meče in ko se vi postavite in rečete dovolj, se strezni, kot da ni bilo nič. Tako delujejo te zadeve. Tako da delajte na sebe, boste videli, in podprite se s kristali, s kadili, s soljo in seveda zdravo hrano. No, glejte, tudi pri naročilu vitaminov v tem mesecu, če boste naročili katerekoli vitamine in mogoče en tak ideja, Pro-Vitality Plus je ena taka vsestranska podpora za celice, da jih nahranijo od znotraj, prav celična prehrana. In tudi tukaj seveda dobite zraven kristalček. No, poleg tega pa seveda na redne stranke, če vpišete kodo zdravje, dobite 10% popust. No, tako da zdaj imamo pa še eno sporočilo, da vidimo, v samoti boste najdali svoje rešitve. Tale karta je zelo dobra, ker pomeni, da je čas, da nehamo tekati okrog in da se povežemo s sabo. In prav december je ta mesec, ker se kreirajo, postavljajo nove energije za novo leto. In čistimo ta staro in postavljamo novo. In zavestno ustvarjanje pomeni, da jasno zaključimo določene zadeve, ki jih še nismo do zdaj zmogli, in da potem dovolimo, da stečejo v novem letu nove energije. No, zdaj bomo pa dala še eno karto, prehod v novo dobo, da vidim za vse nas ustvarjalce, ki ustvarjamo novo zemljo, ki ustvarjamo drugačne življenje, ki ustvarjamo to, kar jaz verjamem, da je bilo od nekdaj obljubljeno, da enkrat bo svet postal spet polje čiste ljubezni. In karta, ki je prišla ven, je oddih. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe. Samo zato, ker se imam rada in samo zato, ker se cenim, poskrbim, da se moje celice napolnijo z novo energijo. In zdaj le še karta 29 naprej preberem in jaz skozi mene kar gre. Savna te kliče, savna, ja, bom šla. Prav je, da si vzamem čas samo za sebe. Srce mi govori, kaj je ta trenutek najbolje zame. Odpiram vrata novemu. Dobrodošlo, s hvaležnostjo sprejemam. In naj bo to današnje sporočilo. Sprejmite novo. Dovolite, da pride in ja, odprite vrata, da tudi staro odide. Tisto, kar vas ne podpira več, ja, vidite, naše telo, naša duša in ni važno, v kakšnem stanju je telo, ko se odloči za premike naprej. In vem, da mnogi zdaj le vas pošteno premetava. No, tako da,
je prav, ker smo v obdobju čiščenja. Tako da uživajte, imejte sebe radi in podprite svoje telo pri vseh teh procesih in boste vedeli, vaše telo, vaša duša vam bojo vrnili vsega v obilju. Uživajte in naj bo, ja, res Božji blagoslov v vašem življenju, ker dejstvo je, da tega ni nikdar preveč. A je to tako?